Projekt Kranjska Iskrica na bivšem ozemlju Gorenjskih mlekarn in pa mlekarske srednje šole, torej raste nov objekt in zgodovina dejansko, da smo prišli danes do izkopa tele jame in v prihodnjih 2 letih do novih stanovanj v Kranju, ima brado od začetka mojega mandata z leta 2018. No in jaz sem zelo vesel, da nam je uspelo prepričati kranjsko podjetje Iskra Emeko, ki je v lasti Egipčanov. Imel sem kar nekaj sestankov z lastniki, no in na koncu moram priznati, da mi je uspelo jih prepričati, da zaupajo mestni občini Kranj, da zaupajo naši administraciji in da bomo na koncu naredili vse, da pride do novega naselja. No in danes vidite, so dela v polnem teku. To je le prva faza, sledila bo druga faza in potem še vzporedno tretja faza, torej skoraj 500 novih stanovanj in uresničuje se tisto, da bomo v Kranju v 3-4 letih dobili 1000 novih stanovanj. Zdaj jaz moram poudariti, da tukaj imamo res odlično sodelovanje z privatnimi investitorji. Tudi na Zlatem polju domača firma Dolnov gradi 224 novih stanovanj oziroma pridobiva gradbeno dovoljenje. In tudi tukaj dejansko smo nekako dali zavezo, da bomo pomagali po svojih močeh, seveda v okviru možnega, da bi do gradnje čim prej prišlo. Kot vemo, se trenutno pridobiva integralno gradbeno dovoljenje na ministrstvu, tako da bi tudi tam v 2-3 mesecih tudi sosedska Zlato polje lahko dobila pravnomočno gradbeno dovoljenje in bi potem tudi začeli z deli. Velika investicija bo pa strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in sicer na področju ob Savi. Tam naj bi tudi zrasla nova soseska preko 200 novih stanovanj, neprofitnih stanovanj in tukaj pa pogoj, da naredimo nov most čez Savo. Most, ta stari most, o katerem se govori, je ta enosmerni most, ki je bil zdaj v času poplav 2-krat poškodovan. Trenutno je zaprt, no in mi imamo že gradbeno dovoljenje za nov most, dvosmeren promet za pešce, za kolesarje in računam, da bi že prihodnje leto začeli z izgradnjo. Predvsem pa računamo tudi, da nam bo država pomagala saj za financiranje namestitve nove cevi komunalne infrastrukture, tako da bi, tako kot sem dejal, res Kranj dobil 3 lepa nova naselja, ob tem, da smo pa dobili tudi ta teden gradbeno dovoljenje za novo poslovno cono v Hrastju, torej novih 20 hektarov zemljišč, od tega 17 jih bo namenjeno za samo proizvodnjo, 3 hektare približno za infrastrukturo, ceste in pa ostale stvari. In Kranj se res razvija tako v poslovnem delu kot v stanovanjskem delu in jaz računam, da bomo dejansko tako lahko že zelo hitro, kar se tiče števila prebivalcev, dosegli številko 60 000 in še bolj utrdili kot 3. največje mesto v Sloveniji.